Dame in gospodje, pozdravljeni, drage tekačice in tekači, dobrodošli. Tole je podcast Zagret za tek v živo. Moje ime je Marko Roblek in ta podcast danes beleži 4. obletnico. In ko sem jaz to začel delati, leta 2020, je bila korona, drugi val in sem dejal, nekaj se moram zamotiti v tem času, če že ne morem hoditi na tekaške prireditve. Ljubljanski maraton je takrat odpadel in takrat sem snemal prvič. Sem rekel, ko bo konec korone, bom imel pa pametnejše stvari za početi. No, zdaj, 4 leta od tega, korone že davne ni več, jaz pa očitno nimam pametnejših stvari za počenjati. Tako da to še počnem, še več. Na listi imam še toliko gostov, pa toliko tem, da bom mogel potegniti še kakšno sezono, če mi bo križ dal, pa glasilke, držite pesti. Zdaj, kamera je druga, mikrofon tudi drugi kot prvič, človek pa isti, gostje pa najboljši možni. Tokrat, dragi gledalci in gledalke, ste vi izbrali res odlične goste, teh 5, ki jih imam tule. Očitno imajo res veliko prijateljev, pa oboževalcev, pa oboževalk, ki so pač glasovali za vas. Eden še manjka, ja, glasovalcev še za Boruta Pahorja, ampak je žal na Kitajskem, tam pa veste, Facebook ne dela. Ne? Pa kdo Boruta Pahorja, če ima take ljudi s sabo? Preden predstavim teh, bom rekel, najboljših 5, ki ste jih izbrali, samo še beseda o podjetju Sportvision, ki je podprlo tole epizodo, ko so slišali, da je 222, so hoteli biti zraven, so tekaško navdahnjeni kot mi vsi in bodo med vsemi, ki ste sodelovali s predlogi in boste tudi danes gledali, komentirali, izžrebalo kar 3 nagrade, menda posebne tekaške nogavice. Žrebanje opravim sam, do sobote boste to zvedeli, tako da dobrodošli tisti, ki še ne gledate, pa se boste vključili, tudi vi boste zraven. Lahko napišete, lahko daste kakšno vprašanje, imamo jih itak preveč, kot ponavadi, ampak evo, če se kdo pogumi, z veseljem to vključim v pogovor, tudi gostje bodo veseli. Tako, evo, tek je v mestu, pravijo v Sportvisionu, tek je danes na podcastu Zagret za tek, z mano pa gremo po vrsti. Bom rekel tako, kar jih jaz vidim zdaj na svojem ekranu. Anja Deželak, čipka, ultra tekačica, ultra trelašica, mati, žena, pa seveda organizatorka Knap Traila. Anja, živijo. Hello. Kako si? Jaz sem zelo dober. Že prej smo naredila tako, ne bomo se pritoževali, jaz sem zelo dober. Zdaj, tvoja prva naloga je zdaj, da se sama predstaviš v enem stavku. Oh my god, ne morem, jaz sem čipka. To je stavek. To je enem stavku, to je to. To vsi vejo, kdo je to. Jaz mislim, da boš ti kaj več povedal, kakor pa samo osebno. Si vrhunska, si čipka, kdor še ni gledal posebne epizode z Anjo Deželak čipko, polinkam spodaj. Zraven nje, tamle mož v temnem, ampak ima veliko svetlih misli. Ja, Ivi Hrastovec, izjemen ultra trail tekač in bosonogi fenomen na najdaljših razdaljah. Ivi, živijo, pozdravljen. Živijo. Kako si, Ivi? V redu sem, hvala. Tebe je zmer lepo videti, zmer si nasmejan, dobre volje, meni ni jasno, ko ti ta dobra volja pač ostaja tudi po urah 10, 20, 30. Zdaj se moraš še ti predstaviti z enim stavkom. Z enim stavkom? Nikoli zares nikamor ne grem, samo okoliščine se spreminjajo. To bi bil lahko odličen podnaslov tvoje Si pesniške posnel? zbirke. Ja, to sem posnel. Pridem na literarni večer, ko boš to recitiral spet v živo. To mi deli Ivi Hrastovec. Pod mano, zdajle na temle ekrančku, pa Primož Kove. Kdo je Primož Kove? Najboljši slovenski ultramaratonec, letos je bil celo kapetan atletske reprezentance na Evropskem prvenstvu, pa tisti, ki bo v Ljubljani naskakoval najboljši slovenski rekord te steze. Primož, živijo. Živijo. Jetlag, pravkar si ščigagal, namreč si že premagal, si se naspal? Ja, danes sem spal, ne vem, 10, 11, 12 ur tam nekje, tako da prav tale aura, da sem že ok,
V redu, da smo tole naredili, da smo te zbudili. Ja, če ne bi. Ja, pa danes sem imel tudi brez treninga, tako da mogoče, ne vem, ali se dobro počutim, ali sem malo čuden. Bomo videli skozi pogovor. En stavek o tebi, Primož. Mogoče, jaz sem Primož Kobe, ki bo letos probal teči najhitreje na Ljubljanskem maratonu. Od Slovencev, do zdaj. Dobar rec. Približal si se Krastovcu, res, na centimeter. Super si začel. Novinka, ki še ni bila na mojem podcastu, pa bo morda kdaj še prišla. Deja Jakopič, živjo? Živjo. Ti si na socialnih omrežjih mala pošast Mici. Res je. Da prvo moraš raztolmačiti, zakaj. Mala pošast Mici je en lik iz Cicibana, ne vem, če se to spomnite. Se je? Tista roza pošastka. No, in ker sem bila tak pošasten otrok, me je pol mami začela klicati mala pošast Mici in je to nekako ostalo do danes. Raba še kaj dodati, če rečem, da se vpiše z enim stavkom? Mogoče v duhu, pač glede na to, da smo na tekaškem podcastu, da imam na teh ultramaratonih, zdaj sem bila v zadnjih 2 letih že na ene parih, imam najrajši hrano na postojankah, tako da poleg teka zelo rada jem. Našla si pravo disciplino in razdalje pred tabo pomeni samo še več hrane, pijati in še več časa. Bravo, Deja Jakopič je Trelašica namreč, ki pa bo letos tudi zašla na cesto in o tem še kaj kasneje rečemo. In last but not least, pri srcu mi je vedno, ko je imel enega otroka, pa drugega, pa tretjega, pri srcu mi bo tudi, ki jih bo imel 17, ker je vrhunski na vseh področjih. Najboljši slovenski gorski tekač zadnjih let, kajpak, in sveži očka 3. potomca. Timotej, živjo. Živjo, dober večer. Dober večer, zgledaš presenetljivo spočit, da bom rekel očeta, ki je pravkar prinesel štručko iz porodnišnice. Ja, to pa če imaš dobro ženo, ne? To. Ne, moram reči, da smo kar v redu, no. Sem pričakoval bistveno večji cirkus, se bom raje potrkal, no, da tako ostane, ampak znamo nekako že plut, no, med tem. Prav, mislim, samo skozi je lažji, praviš, a? Ja, definitivno, ja. Mislim, z vsakim je lažji, ker pač več veš. Pri prvem, tako je, ne, vedno je tako, se pravi, na začetku misliš, koliko veš, ampak nič ne veš, pa v bistvu bolj kot gre naprej, bolj vidiš, da nisi prej nič vedel, pa da zdaj tudi si tako malo, ne, ampak znaš to skompenzirati, no, bom rekel, prilagoditi, pa manj komplicirati. Ja, se pravijo tako, ko imaš prvega, se ne 3 z njemu dajo, pa vsak perešček z njega proč, ko imaš 3, mu že pustiš, da žongliraš z noži, dobesedno, ker ti je že tako sen. Pravijo pa, ki jih imaš pa enkrat 7 do 10, pa pol starejši pazijo na mlajše, pa tako nimaš nobenega dela več. Ja, drži, ja. Še ti se moraš opisati z enim stavkom, prosim lepo, Timotej. Ja, zdaj en stavek je lahko zelo dolg, ne, ampak glede na to, da nikoli nisem imel slovenščino prav rad, pa tudi ne najboljšo oceno, pa bom glede na to, da je tekaški podcast, bom rekel, da sem gorski tekač. Skromen je tudi, kot vidite. Ja, kot vidite, je tudi skromen. A si ti mogoče danes tekel? Ja, sem, ja. Priden. In to 2-krat. Evo, Kobe, vidiš, ti nisi, Bečan je 2-krat, tako da izenačen. Deja, si laufala danes? Ne, danes ne. Jutri še zadnjič pred polmaratonom. Hrastovec? Ja, A si leto kaj? sam hodil. Priden, tudi jaz. Vidva sva iz dizga legla skoraj, da. Čipka, kaj pa ti? Čipka ni bila pridna danes, kar se tega tiče, tako da nič kilometrov danes. Kdo bi pa štel kilometre, če se imaš fajn? Ja, To je res, ja.
Ja, to je res. Zdaj, dragi poslušalci in gledalke, mirne duše, napišete kakšen komentar. Tle špegam z desnim očesom na svoj telefon, če bo kdo kaj napisal, mirne duše, date kakšen vprašanje. Jaz jih imam tukaj ene par, enega je dal Minejc Pogačar, je rekel, to jih moč pa najprej vprašati, se v neko bomi. Vsak mora povedati, kaj mu je bilo v letošnji sezoni od tekaškega najboljš. Kaj mu je ratal najboljš, kaj je za njega najboljši uspeh, s čimer bi se letos on pohvalil, ona, kajpak, in ga uvršča na neko listo posebnih dosežkov. Deja, ti začni, evo. Zame bo to po moje kar UTMB OCC razdaljano. Že to, da sem bila žrebana, je bilo fantastično. Pa tudi tako se mi zdi, da se mi je glede na to sem na nek način novinka na teh mal daljših razdaljah. Pa da se sproti učim, se mi zdi, se mi je kar tako ful stvari poklopilo, v smislu prehrane, počutja, tako da s tem sem ful zadovoljna, pa itak vzdušje v Šamoniju je, ne vem, neopisljivo. Jaz imam še zdaj kar malo mravljince, ko se spomnim na to. Tako da jaz bi to izpostavila. OCC 50-ka? Ja, 55 pa 3000 plus višincev. Koliko časa recimo rabiš za tako razdaljo? Jaz sem rabila nekaj pod 10 urno. Tako da, kar v redu. Prav naslednjič se vračaš na 100, kot je gor, ali kako? Ja, razmišljam zdaj v tej smeri. Mislim, za drugo leto se tako resno poigravam s to idejo o eni 100. Poigravajmo se skupaj, S čim se poigrava zdaj Ivi Hrastavec, kaj pa v tvoji sezoni štrli ven, razen, bom rekel, podplatov na vseh koncih? Štrli, ja, sej, jaz jih imam pa res en cel kup. Povej, kaj je bilo, kaj bi izpostavil? Verjetno iz Snowdonije, ko sem jo hotel diskvalificirati zaradi tega, ker nisem imel but, pa sem bil najprej jezen, pa sem se mogel najprej s tem ubadati, da sem to nekako predelal, sprejel to, pa se nekako nazaj v pozitivno spravil, da sem pol nadaljeval v neki taki radosti, bi lahko rekel, in so se pol v bistvu še okoliščine spremenile. Se pravi, to, da sem uspel se spraviti nazaj v pozitivno, da nisem bil jezen pol na druge, pa začel tam, ne vem, kaj početi. Tako da, po mojem je to bolj večji uspeh, kakor vsi tati treli, ko sem jih dal čez. No, tista diskvalifikacija potem ni bila čisto prava diskvalifikacija, ali kako? Bila je izrečena po telefon, pa verjetno so pol tiste 3 ure, ko sem do naslednje točke se premikal, so pol nekako preverjali, karkoli so počeli, so se oni odločili, ampak jaz sem imel svoj del, da sem svojo jezo najprej ukrutil, pa nazaj v pozitivno. To je v bistvu moj del bil. Pa se je pa zgodilo, kar se je, kar je bilo v bistvu sam še nagrada. Hočeš reči, da si manifestiral na en način, da se spogledujo, a s to mislijo? Ja, zdaj bi lahko tako rekel, sam takrat itak ne moreš vedeti, kaj se bo zgodilo, ker ne veš, nisi tako pameten, da bi videl, ko je nekaj dobrega, ali pa ko je nekaj slabega. Zanimivo. Zdaj si mi pa dal misliti, ampak nimam čas dele razmišljati, ker moram vprašati Timoteja Bečana, kaj pa je njegov tekaški dosežek letos, tekaški najprej. Da ne bom preveč zagrenjeno zvenel, ampak jaz sem tak zelo samokritičen in tudi sem v bistvu trenutno še zelo tekmovalno naravnan, se pravi, nisem v teh uživaških vodah, da bi šel v bistvu na tekmo po neki izkušnji, pa da bi, ne vem, kaj novega videl, pa spoznal. Jaz grem na tekmo, da se dobro odrežem, da čim boljši rezultat dosežem in časovno in glede na uvrstitev. Tako da letos nekih presežkov ni bilo. Je pa definitivno boljša kot lani, zato ker lani je bila polomija. Letos se pa ta krivulja se je nagor obrnila, tako da lahko to kot pozitivno gledam. Zdaj, če pa izpostavim, ne vem, mogoče Grossglockner mi je uspel, s tisto tekmo sem zadovoljen, pa tale dvojni vertikal K2 Valtellina, to mi je pa tudi ratalo. Tako da s tema dvema sem dejansko zelo zadovoljen. Ostalo je pa vedno neki, tista pikca manjka, da bi rekel tistega pravega zadovoljstva. Se pravim, je pa treba, jaz tako gledam,
Se pravi, da se je ta krivulja spet malo gor obrnila in da gradim na tem, da bo druga sezona bolj uspešna. 2025 praviš. 2025. Ja. Vsi gradimo na tem, plaža 2025 recimo, ja. Razen Kobe, ki gradi že na čez 3 dni dogodku leta, ali kako, ampak kaj pa doslej, pred nedeljo tvoj dosežek leta? Ja, definitivno Boston Marathon, ne. Letos, jaz mislim, da je bil to en odličen rezultat, 2:14 teči v Bostonu, vemo, koliko težka proga je, ali pa tisti, ki smo jo tekli, vemo, da ni lahka. Da sem skoristil, bom rekel, formo in takrat pokazal, bom rekel, en dober rezultat. Jaz mislim, da je ta na ravni progi še veliko več vredno. Pa tudi to, ne, da me še kar odpisujejo, jaz pa se ne dam. Kako si se počutil v reprezentanci atletski, ko si bil tako kot svoje cajte Igor Prims, tisti najstarejši foter pravzaprav? Ja, mislim, zanimivo je bilo, no. V bistvu sem edini znal italijansko, sem pa ugotovil, pa sem pač kar malo prevzel to funkcijo, že na poti vse in kar veliko v Rimu še vedno ne znajo angleško, tako da drugače pa, ja, super reprezentanca smo bili letos na Evropskem, super smo nastopali, bodrili smo drugega se in v bistvu zdaj je res, ne vem, ali je to mogoče, ko imamo Kristjana Čeha, on vrže medalja zlata, potem pa vsi dobro nastopamo, ali je to razlog bil, ampak jaz sem probal zdušati to vzdušje, ker le smo malo atleti, individualisti, jaz pa sem prej tudi v nogometu bil, ko sem bil mlajši in imam ta timski duh in bom rekel, mi je bolj blizu in vem, da je treba to povezovati, včasih kakšnemu dobro reči, kakšno šalo, no, kdaj jih streš v pravem trenutku in tudi poveseliti se s kom, ne. Ko je dober rezultat, atleti včasih pozabimo, da je treba se tudi malo poveseliti, da ni, čeprav je, ne vem, recimo že naslednji meeting čez 70 dni, ampak tisti dan si moraš dati malo duška ali pa naslednji dan, ne. Pošteno. Končno so tudi vrhunski atleti zapopadali filozofijo nas, rekreativcev, ki smo skozi veseli, tudi če nismo uspešni. Posebej po teku. Čipka, izvoli. Ja, zdaj pa vem, da imaš tudi tekaške dosežke leta. Izvoli. Ja, okej, ja. Moj tekaški dosežek leta bi definitivno rekla, da je bila pač udeležba v Kranjski gori, na Julian Alps Trail Runu, 120 kilometrov. Že prideti čez tako razdalje je za mene uspeh, glede na to, da pač tek ni moja, kako bi rekla, ena in edina stvar v življenju, kaj imam. In ja, presenetila sem sama sebe, koliko sem vlagala, pa kako je na koncu šlo. Šla sem tudi na dosti drugih manjših slovenskih trail tekov, ki so mi bili zelo pri srcu, ampak definitivno ja, bi pa Kranjska gora izpostavila kot moj tekaški dosežek leta letos. Pa tvoj dragi mož te je spremljal, če se ne motim, te je? Ja, medvaj so zmeraj tako zmenjena. Jaz običajno imam en malo večji projekt na let, tudi on, in pol zmeri se menja v teh vlogah, kadar ima on neka tekma, mu probam jaz biti kao najboljši support, kakor se da, in kadar imam jaz, me on supporta in moram reči, da mu zmeraj zelo fajn rata, no. To je dobro slišati. Mislim, kdo je bolj zajeban v supportu? Mislim, kdo je bolj strikten? Si ti tista, ki, ko je on laufa, ga priganjaš, ko hoče obupati, ali je on tisti? Zdaj v Kranjski gori je kar on mogel biti, ja. Vem, da mi je tam v Žirovnici, sem neki, prvič v življenju sem imela malo želodčnih težav na teku. To sploh nisem poznala, čisto ena nova sfera je bila to za mene. In sem tam v Žirovnici malo preveč komplicirala, da je kar takole dvignil ruzak, pa mi je dal gor, pa rekel, daj pejt zdaj, no.
In pa sem šla in kdaj rabimo kakšne take brce, no, tudi sej vsak, ki se ukvarja s kakšna taka stvar, da traja malo več ur, valjda pride kakšna kriza vmes in rabimo kakšne brce. Meni se zdi, da se že tako dobro poznava en drugega, da točno veva v katerem momentu kdo kaj rab, no, a je treba malo nekoga pobožati, a je treba malo brcem tvoriti. In mislim, da sva se kar ujela, no, kar se tega tiče. Kje so meje, polk? Bom pol te prej vprašal, na kjer odstotku se boš prijavila s to Milko za drug let. Ja, te bom pol vprašal, ko bo šel Ici spravljati otroka spat. Ja, Vse otrok bo kar mene počakal, tu zmeri na mami pade. Ja. Za vse sem sama. Za vse sem sama. Ivi, evo, Ivija bom zdaj vprašal nekaj, bila sva skupaj par urc preteklo soboto, tamle v Stražunu, v Mariboru, na Pobrežju, kjer se je dogajal prav posebni dogodek, reče se mu Backyard Ultra. Če ste poslušali predprejšnjo epizodo z Matejem Nidorferjem, potem že veste, zakaj gre, tudi on je del pohorske trail bande, ki je to organizirala prvič na slovenskih tleh. No, Ivi, evo, ko sem jaz zapustil prizorišče, se še nič posebnega ni dogajalo, no, potem je pa bilo. Daj mi malo popiš, no, kaj je bilo potem, kdaj so začeli ljudje odpadati, kdaj se je začela ta prava, bom rekel, res dirka, ker prej smo se bolj šetkali. Pol si zamudil, ja, pol smo se sezuli en krog. To sem videl fotke. Pa samo en krog smo šli bosi. Pol čez dan je bilo še kar živahen. Tudi zvečer, prvi del noči, je bilo še kar nekaj aktivnosti. Pol pa se počasi odpadali, pol nekje, koliko je bila ura, 1, 2 zjutraj. 17. krog smo pol z Alešem vstopila sama, tako da smo v bistvu polovico, še 1% smo v bistvu sama pol. In zadnji del noči, se pravi drugi del noči, pa dopoldan je bilo precej turobno, ker so v bistvu bili samo organizatorji tam, pa nobenega drugega. Pol se pa počasi ljudje začeli nazaj kapljati, večino onih iz prejšnjega dne. Pol pa ratal malo bolj živahen. Vsaj na tem prizorišču je bilo živahen. Mi dva, ko smo bila v krogu, ni bilo kaj preveč živahen več. Je bilo bolj za zobe stiskati že. A pa ste še ves čas zraven obrami, ali kako? Ne, v bistvu večino časa sploh nismo skupaj tekla. Edin proti koncu smo pa čedalje več skupaj tekla, pa čedalje bolj smo se vlačila. Na nek način. Se mi zdi, da sem jaz bolj se vlačam. Aleš je res gledal bolj ko ne frišen skozi. Tak nisem ga sploh mogel prebrati. Frišen je zgledal. Jaz vem, da sem se vlačil, potem sem se pa še malo narejil, da se vlačil. Slovenski rekord, ja, tisti, ki poznate Backyard Ultra sceno, je bil 31 krogov, to je 31 ur, po vsako uro moraš opraviti 6,7 km in nič več, potem čakati na naslednjo polno uro in tako naprej. No, ta rekord potem sta uspela premagati za en krog. Je bil to cilj, no, sta se dogovorila tako ali kako? Ja, jaz, ko smo šla preko 100 mil, sem si nekako želel najprej znamko 200, nekako to mi je bilo v glavi. Najprej to, pa bomo videli, kako bo naprej. Pa se je pa tako samo malo odvijal, ne. Ampak pa sem vedel, ker so vsi drugi tudi želeli, da bi bil državni rekord, tako v smislu cele druščine, ne. Pa nisem si mogel nekako predstavljati, da bi se pol kar naenkrat obrnil proti njem, kar smo skozi zgradila, ker če njega ali pa mene ne bi bilo ničesar. In nisem se mogel predstavljati, da bi se kar naenkrat začela med sabo boriti, tekmovati, pa želeti enemu drugemu, da bi čim prej odstopil, nekaj v tem smislu. Se pravi, jaz sem že razmišljal, da ko presežemo rekord, da kar odstopim, pa gre onega več, pa fertik. Ampak pa so organizatorji povedali, da se da deliti, ampak brez zmagovalca. Ok, to je bilo čisto ok, za oba dva. Tako da smo let prebili, drugo leto prihodnosti bomo pa še lahko poskušali, ok. Pol bo pa konc romantike, pol bo šlo pa na nož, pol pa na 40 ur. Ja, komi čakam novih dirk. Timotej, si predstavljaš, da bi tekel vsako uro 6,7 km z minimalno višinci? Ne, mislim, jaz sem tak bencinar, bom rekel, no. Ni govora. Mislim, jaz tudi hoditi ne bi mogel. Jaz pač preprosto, ne, mene utrujenost me pobere, no. Tako da mislim, da je pa to predvsem v glavi, no. Tako da recimo pri nama Jasmina je bolj taka, no, jaz sem pa čist kontra tip. Tako da
če greva midva že med sabo tekmovati na neko, ne vem, če bi šla na, ne vem, 50, 60, jaz tako verjetno sploh ne bi prišel do konca, no. Tako da, ja, mislim, je zanimiv ta svet ultra, no. Kaj v bistvu tekmovalci vse doživi vmes, no. Pač mi na krajših se bolj intenzivno matramo, ampak tam je pa po mojem, tako, no, ne znam si predstavljati, no, kaj se v glavi vse odvija, da pač zmoreš toliko, ne, ker jaz verjamem vsem, da naša telesa so tako dosti brezmejna, no, da vse, kar narekuje, je glava. Tako da, ampak očitno jaz tega nimam vse. Ali bom pa še odkril pol na malo starejša leta. Boš odkril, verjemi, vsi smo to odkrili na starejša leta. Tako ali pa drugač, včasih rabiš več kot pol ure tudi bajte. Hecam se. Povej mi, kakšno je zdaj življenje s 3 otroki, si najdeš čas za trening, je težje najti čas za trening, pa tudi, ko je bila, ne vem, Jasmina zdaj noseča, si mogel več participirati in tako naprej. Je vse majčken doda, ne, vsak otrok doda, kljub temu, da so prej rekla, da je lažje, ampak časovno pa je več stvari za uskladiti. Ja, več dejavnikov je, ne. Mislim, dan ima pač teh 24 ur, od tega je treba odšteti tisti nujen spanec, ne. Zdaj, k sreč ga jaz rabim relativno malo, tam je dobrih 6 ur pa pol, tako da že tukaj recimo, da dobim noter uro pa pol več časa na dan, ne, tako gledano. Je pa tako, no, ko sem imela samo Elija, ne vem, sem nekako najdu čas za trening, ampak tudi se mi je vedno malo mudil, pa to, pol, ko je bil Emanuel, pač je še manj časa, ampak spet najdeš čas, zdaj, ko so 3, je še manj časa, ampak bom rekel, vedno se najde čas, ne, samo volja mora biti. Tako da, v bistvu, tako, ne, človek je sam šele pol za nazaj videti, koliko si imel časa, pa ga sploh nisi pokoristil, ne. Tako da bom rekel, z vidika treninga ni nekih razlik, razen pač moram res neke luknje iskati, ne. Ne, malo, ko zaspijo, ne, zgodaj zjutraj, tako, no, pač nekako moram biti hiter pri odločitvah, ne. Največji problem je po mojem regeneracija, ne. Zdaj jaz spim v redu, ne, nič kaj ne slišim, no, tako da to ima bolj Jasmina čez. Je pa čez dan, ne, pač otroka je treba se z njim ukvarjati, ga je treba popaziti in pri tem glih ne moreš sedeti ali pa ležati na kavču, ne. Tako da bolj je to problem, no. Sam trening pa nič ne trpi, no. Koristne informacije za vse, ja, ki bodo šli še na to pot starševstva, ja, to, da veste. No, Deja, kako ti koristiš svoj čas, recimo, ja, organiziraš, imaš več časa za tek? Jaz v bistvu imam tako čisto tako običajno pisarniško službo, pač 8 ur ali več, odvisno. Ponavadi več, ja. Tako da, pač ja, ne, imam tudi neke omejitve, pa potle sploh, če hočeš imeti malo še nekega tako življenja s partnerjem, pa s prijatelji, pa še kaj drugega početi. Ampak ja, se pač trudim nekako zorganizirati služba, potle, ne vem, pridem domov, zdaj polet grem ponavadi malo kasneje teč, kaj še prevroče po službi, zdaj se pač trudim čim prej po službi, kaj dan že malo kratek, tako da je, ja, valjda je ful enega usklajevanja, pa tako ene organizacije, no, potle je malo več časa za vikend, to ponavadi za kakšne daljše te teke domači, pač na Gorenjskem izkoristim, tako da to je to. Gorenjska je super. Ja, Gorenjska je pa majka, ja. Jaz sva 2 Gorenjca, ostali ste pač žal iz Ketogene, hecam se. Ti si tudi na pol na Gorenjskem. Sem, ja. Kam greš zdaj, se res celiš na drug konec Slovenije, se nekaj govori? Ne še, no, ne še. Mislim, je nek dolgoročni plan zdaj, da bi se, ampak še ni padla odločitev, no. Se še malo usklajujeva, pa malo tehtava, no. Ja, Štajerci menda fejst navijajo, da bi tja prišel, ja, ne vem.
da bi imeli najboljšega gorskega tekača. Ne damo ga še. Evo, ne damo ga še. Deja, k tebi se še vrnem, en dobro vprašanje vam zate. Ja. Ampak najprej bo Primož povedal, bil si zraven, pri svetovnem rekordu žensk, zdaj tisti, ki ne moče nisem tekoče, v nedeljo je padel svetovni rekord v maratonu za ženske, naša zdaj 2:09:56, to je toliko neverjeten čas, kot da bi jaz recimo zdajle šel iz tega studija podlaufal na suho maraton pod 3 urami. A ne? Ja, še bolj neverjeten čas. No, Primož, komentar recimo tega neverjetnega preskoka v ženskem maratonu, ko so zdaj padle vse bariere skoraj da. Ja, zdaj, če sem čisto iskren, jaz temu rekordu ne verjamem. Zakaj? Prva zadeva je, da je v bistvu res, mi se trudimo, treniramo moški in jaz sem bil zmeraj blizu žensk nekje, ampak recimo tele Paula Radcliffe, pa sem bil, ona je 2:15, jaz sem 2:14, ajde, pa je tekla tale 2:12, sem si rekel, to pa že mogoče copati, res, ampak tale, ki je pa zdaj v Chicagu tekla, je pa tekla res nenormalno hiter 2:9, se pravi, druga je odlično tekla, Etiopika je bila 6 minut pa pol za njo, kot da ne trenira skoraj, kot da je z drugega planeta. Naj povem, da je v bistvu po tablicah, madžarskih tablicah, obstajajo v atletiki, se pravi, da nekako rezultate se izenači, je v bistvu ta rezultat pomenil recimo 10 km, 28-23, to mi še ne zdi se tako hitro, ampak 5000 metrov za žensko, se pravi ekvivalenten čas 13:32. To je slovenski, moški rekord recimo. Ja, moški rekord, ne, potem in pa 1543, to so res, bom rekel, rezultat je tako izstopajoč, da ga je težko verjeti, no. Potem druga zadeva pa je, poznam pač, ona prihaja od menedžerja Dr. Rosa, je bil včasih, oziroma Rosa Osečjati, in oni so imeli največ dopinških primerov. Od Rita Jepto, pol ta Sumgong, vse, ki so dobili že olimpijske zmagovalke. Tako da potem tako da jaz malo dvomim v ta rezultat, me pa zanima, če bo priznan, ne? Ker je to včasih tudi pol leta ali pa še več traja, da je ta rekord priznan, in mislim, da zdaj je tudi v WADI ali pa tudi v IAF-u se kar prižgala ena rdeča lučka, to pa je res hiter, prehiter. Ona je začela 15:0 in sem gledal, ko je šla Sifan Hasan, je šla čisto vse odseke 5 kilometrov počasneje kot ona. Se pravi, tudi najhitrejši, ko je Sifan Hasan tekla 2:13, je tekla ona hitreje. Tako da bo čas pokazal, zmeri so bili neki, bom rekel, taki zadeve, ne bi rad dvomil preveč, ampak to je to pa res, se mi ne zdi rezultat. Se spomnite pred časih, ne vem, pred mogoče 10 leti, da je šla po 2:20, je bilo že noro. Zdaj pa ni tega. Mislim, zdaj pa po 2:9, to je res razlika. Ja, zdaj, kdo bi si mislil, da 10 let nazaj je bila olimpijska norma za ženske, B-norma, 2:42, nekaj tazga, no. O čem govorimo zdaj imamo pa svetovni rekord, ki je pol ure, več kot pol ure boljši. Mind-blowing, res mind-blowing, bomo videli, kaj se bo z tega izcimali. Ja, članki tam zunaj so zelo taki, tudi ko si ti rekel, ne, tudi pravi analitiki temu ne verjamejo, bomo videli, kaj bo zdaj v Ljubljani, recimo, ko bo tekla prva ženska, morda bo tudi šla okrog 2:20, ampak pustimo to. Če smo pri organizaciji Čipka, nekaj mi povej, 2 meseca je do prvega traila v letu 2025. Kje je ta trail? Čak, pozabil sem. Misliš Trbovlje, slučajno? Sem vedel. Kaj pa se dogaja v Trbovljah po novem letu?
Ja, po novem letu bo zdaj že lahko, a rečemo tradicionalno, prva sobota Knap Trail v nekem istem obsegu Kalani, na 3 trasah različnih. Ja, rekel si še 2 meseca, jaz že kar malo stiskam pesti, da je samo še 2 meseca, ker to se vleče od takoj, ko končaš ena organizacija, se že začne nova, no, tako da praktično Knap Trail je pri nas doma na sporedu cel let. Mislim, veliko dela za tako prireditev. Kdo bi rekel, no, zdaj, prej smo govorili o Backyard Ultra, pa da ne bi slučajen kakšnega nespoštovanja, bog ne daj, ne, fantje so se ful potrudili, ampak vseeno je organizirati nekaj, kar je nekje v krogu, pa imaš nek prireditveni prostor, sicer traja neskončno dolgo, ampak morda ene stvari so lažje kot pri neki taki prireditvi, ker moraš potrasirati 3 proge, postaviti nekih okrepčevalnic, pa redarjev, pa poskrbeti seveda za to, da so vsi prej, kasneje obveščeni, nafutreni, nezgubljeni, zdravi, srečni. Mislim, je kar zalogaj. Si mislila, da je prej tak zalogaj, preden sta se lotila z ICM organizirati? Mislim, jaz sem prej že vsem sodelovala malo pri tem idrskem trailu zraven, tako da sem vedela, kakšne zadeve so, ampak verjamem pa, da marsikjer tekač, ki se nikoli ni soočal z neka organizacija, nekega dogodka, se mu sanja, koliko enih stvari je treba pač pripraviti, na kakšne stvari moraš biti pozoren, da lahko speleš en tak dogodek. Je pa res, zdaj važen je tudi, kak dogodek si želiš. Mi dva z Iztokom so zmeraj rekla, da si želiva dogodek na nekem nivoju, od katerega bojo tekači veliki imeli, in zdaj, če hočeš zadeve pač na nek nivo tudi spraviti, zadeve poštimati, je valjda treba v to več truda vložiti. Ampak ja, ogromno enih stvari, ki jih mogoče celo, če bi me danes vprašal, kaj vse treba, ti jih niti ne znam povedati, ampak mi dva sva za organizacijo Knap Traila pač od začetka pa do konca 2 človeka, mož pa žena, kar je kdaj fajn, kdaj pa tudi ne. Itak na dan dogodka in pa prej pa pol nama pomagajo prostovoljci, jih je ena cela kopica in hvala Bogu, da so, ker brez takih ljudi se dogodka ne da speljati. Ampak same formalnosti pa pač mi dva skurava, s tem, da se pogovarjava od vsake Facebook objave, ki je dava ven, predebatirava vsak mail in ja, tega je veliko, res veliko, no. No, zdaj vam gre še odlično od rok, ne? Tako organizacija. Praši me pola, ne. Mislim, zdaj je še super, ampak lani se prav spomnim, ko je šel dogodek mimo, lani smo mogoče, kaj pa ne rečemo, je bila smola, ni bila smola, bile so specifične razmere in ko je dogodek šel mimo, se prav spomnim, da so tekle sedela na kavču, niso nama ljubili niti pogovarjati in so rekla, da nadaljnega je beseda Knap Trail v našem stanovanju prepovedana. In pa je kar nekaj mesecev, lahko rečem, minil, da so spet obudila ta tema in se sploh začela pogovarjati, če bova šla v izvedba 2025, kar zdaj pač je že valjda javno in bo, ampak ni bilo to kar iz danes na jutri, no, so res mogla ene stvari malo prespati pa malo predebatirati. Velik zalogaj je, sploh za en par, ker če so ljudje iz različnih vetrov, prideš na nek sestanek, se malo zmeniš, so nestrinjanja, greš domov, se malo spihaš, malo predebatiraš, se nima pa kam iti spihati. Če se on ne strinja z mene in jaz ne z njim, on lahko gre v dnevno, jaz v soba, pol se kdaj lahko malo na WC zapreš, ampak in je še skozi v streh, ne. Tako da, ampak okej, moram reči, da enkrat dobro furava. Perfektno, ja. Kdor se še ni prijavil, a prijave so odprte, a so že zaprte? Prijave so odprte, v bistvu je že, midva so spet omejila prijave, pa želiva si enega taha bolj manjšega traila, ne želiva iti v neke, čeprav manjši trail, vsej 500 tekačev, to že ni več tako majčken trail, ampak ne bi rada nekega masovnega dogodka in moram reči, da danes, mislim, na današnji dan je že sigurno polovica mest zasedenih. Tako da jaz svetujem tistem, ki pač imate želje, da ne čakate, da ta zadnjega, ker lani je bilo še kar enih mailov pol na konca, se res ne da prijeti zraven, ko pa kaka izjema in 500 cifra ni izjeme.
Tisti, ki poslušate, se hitro prijavite. Tudi če na avte prišli, lahko potem za dvojno ceno to prodate komu drugemu. Hecam se, seveda, to ni možno. To si zdaj ti rekel, ok. To sem jaz rekel, ker imam cel teden opravka že s četrtinami za Ljubljanski maraton, ker me vsak človek, ki me kdajkoli videl, zdaj ne hecam se, pokliče pa reče, te Roblek, zrihte mi kakšno četrtino in pa se grem jaz črni trg, v bistvu posredujem med enim in drugim in vsi so jezni name, kada sem jaz kriv, da je treba toliko papirjev zamenjavo. Primož, je pri tebi tudi kakšna beseda doma prepovedana po novomeškem polmaratonu oktobra ali ne? Ja, mi se še tudi nismo čisto počili od njega. Še polno tlele papirjev za rešiti. Ja, tudi pri nas je bilo kar stresno in tudi prijave smo imeli, še hočejo se prijaviti, čeprav še ni možnosti in res na koncu, kdor ne organizira, ne ve, kako je to težko na koncu in kakšen stres je zato za nas, če hočemo nekoga nekje dati noter ali pa in ne se tega več ne poslužujemo, sicer nekaj imamo prijav na dan prireditve, ampak smo rekli, da moramo še dvigati ceno, se pravi, da tisti, ki se bo hotel, bo mogel malo res plačati več, ker jih je bilo letos preveč, ker ne zmoremo toliko, potem se pa napake dogajajo, ne, ko se v zadnjem dnevu prijavlja. Tako da z razlogom so, da se ljudje pripravijo tudi na prireditev prej malo, ne pa da se v zadnjem momentu odločijo, tako da pri nas je bilo tudi zanimivo letos, ja, tako da, ampak super, rekordna udeležba, imeli smo maratonski pohod tudi letos in smo v bistvu preključek prireditvi tudi, bom rekel, tekači ali pa take, ki so mogoče malo slabše pripravljeni ali pa si ne upajo, pa smo imeli maratonski pohod na 21 kilometrov, res dobra udeležba in mislim, da smo tudi tukaj začrtali eno tako novo pot rekreacije, se pravi maratonskih pohodov, tako da upam, da se bo to še lepo razvijalo naprej. Ja, jaz sem zmer mislil, da je leta nazaj, nič novega se v teku ne more, spomniti, pa vsak let pride, pa me kdo preseneti s kakšno novo idejo, tako da super bo, 45 minut že govorimo, malo si bomo še vzeli vmes, samo povem, da te Sport Vision odpremi od glave do pete, za tek seveda, poleg tehničnih oblačil in dodatkov za tek imajo ogromno izbiro superg za začetnike in resne rekreativce. Njihova ponudba v 10 trgovinah po Sloveniji, kar 10 in na spletni strani sportvision.si, kajpak, ja, takoj poklikati, potem, ko bo konec tega podcasta, tole sem tako lepo povedal, kaj ne, kada sploh ne bila reklama. Ja, kada sem pač to govoril, hecam se. Jaz se hecam, zdaj bom vprašal Dejo, ki je pa res ta prava influencerka, ne pa jaz, ko sem faker. Zakaj, kako si postala recimo ime nekaterih blagovnih znamk, pa si šla snemati, pa tegati, pa unpackat, pa pač karkoli se počne. Kako si šla v svet influencerstva? Mislim, to ni bilo nič tako zelo načrtovano ali pa, kako bi rekla, da sem jaz šla to z neko misijo, da zdaj bom pa jaz, ne vem, hočem sodelovati z nekimi brendi, pa ne vem kaj. Jaz imam ta Instagram v bistvu od leta 2011. Začeli se je tako, da sem začela objavljati fotke svojih pohodov, obiskov v gora. In bolj se je to nekako tako, ne vem, čisto organsko razvijalo. Zdaj pač zadnja leta, ker pač sem osredotočena bolj na ta trail, pač to objavljam in to gre, kako bi rekla. To je pač čisto nekako, kar mi pače v kontekst. Ni to zdaj, ne živim od tega. Pač to je tako, kar nek tak dodaten hobi. Valjda je super, da, ne vem, lahko probavaš kakšno novo športno opremo, imaš priložnost se udeležiti kakšnega dogodka, tako da jaz to bolj kot nek tak hobi jemljem, no, ni to pač moja služba. Tako da ja, no. Sponzorji oziroma oglaševalci s temi, ki delaš, partnerji, so tebe poiskali najbrž, nisi ti iskala. Ja, jaz nisem nikoli še nikogar glih poiskala, no, tako da ja. No, zdaj to gledajo mladi, nadobudneži, tekači, pa rečejo, siguren je recept, kako me pokličejo z nekega brenda, z trgovine. Kaj so ti rekli? Zanimive objave, ne vem, zanimive videe, znaš, ne vem, kamero postaviti. Pač takrat, se pravim, jaz sem mogoče imela to, če rečem srečo, ne vem, jaz sem se
pač to znamko športno, s katero sodelujem, pač še zdaj, no, začela sodelovati v bistvu leta, ne vem, 2016, ker tega sploh pač res še ni bilo, tudi Instagram ni bil tako močen, kot je zdaj, precej manj je bilo tega, tudi ne vem, takrat 10 let nazaj, tudi toliko folka ni v hribe hodil, pol se je to nekako, se mi zdi, to bum. In zdaj smo že kar malo nekako prenasičeni vsega, tako da realno, da bi zdaj nekomu jaz lahko dala nek nasvet, ne vem, jaz, ker je najboljše to, da si, kar si, pa pač ne vem, sej jaz sebe nimam za neko influencerko, to pač drugi rečejo, ne, se ti drugi dajo to neko oznako, jaz sem jaz delam to, jaz bom tekla z Instagramom ali brez, hodila bom v hribe z Instagramom ali brez, pač to se nič ne bi spremenila. Ja, mala pošast Mici je bila pred TikTokom in pred Instagramom in bo tudi potem. V bistvu. TikTok uporabljaš? Ne. Jaz ga ne razumem, jaz sem rekel, ti mi sigurno lahko poveš, kaj... No, ne, tudi Facebook je bolj tako, no, za ta Messenger pa to tudi tam, kaj, dost ne funkcioniram, tako da pač, ja. Tudi Snapchat, ne. Tako da nisem neka referenca. Super, je meni bilo že Kot si opazil tudi kamere ne znam prav obrniti, tako da. No, tisto, kar sem zdaj gledal, je bilo zelo dobro, no, zdaj, ne vem, a to sama snimaš, imaš še koga, ki ti pomaga najbrž pri teh bolj v bistvu imam, pač snema moj fant Luka, ki je tudi tako, kot jaz, pravnik, drugače po poklicu, in je hobi v bistvu snemalc, ful rad snema, mislim, da mu gre kar dobro, tako da to je za naju tako malo, tak hobi, no, popoldanski. Super, izvrstno vam gre, sicer... Hvala. Ja. Praviš, da se je bolj držati še vsem primarnega poklica, ker tega influencerstva ni toliko veliko, ampak... Mislim, jaz si ne predstavljam, da bi tako, ali pa rečemo tako, no, v segmentu nekega teka, ali pa nekega trail teka, jaz ne vem, če bi to v Sloveniji lahko tega živel. No, lahko mi pa kdo dokaže kontra, ampak ne vem. To je bil zdaj izziv, dobro, to si zdaj vrgla to kost, pa da vidimo, kdo se bo javil, da služi milijone, bo rekel Hrastovc, yes. Hrastovec mi zadnjič zaupal, da pač imaš 800 točk, ITRA točka, ne, da te povabijo določeni te disciplini, ultra, te povabijo, ti četrtino pošenkajo na preditvah. A je tako, Ivi? Ja, obstaja tabela. Tam na njihove strani je tabela za vse 3 kategorije, 50K, 100K pa 100 mil. In pol imaš te točke v bistvu ti omogočajo, da imaš brezplačno se registriraš, se pravi, ne povabijo te, ampak ti sam od sebe greš in se lahko poklikaš brezplačno. Pač to je diskount, v bistvu imaš diskount, se pravi, free discount za četrtnino. Torej, doseči moram koliko ITRA točk, da bom šel lahko s tabo nekam zato, da s discountom, ja. Se pravi, za 100 mil je 800, vsaj 800 ali več, za 100 km je 820 in za 50 km je 850 ali več. Tako je. Super. Pa akcija. Mimo te Bečan lahko gre, sem pa si ne na 100, imaš nekih 800 plus točk, to sem še prav pogledat, ja, ali, ne vem, jaz jih lahko pomnožim, ja, z vseh razdalj pa jih ne bo 800, ja, ampak Ivi, ko sva že ravno, ne, pri besedi, jaz se tebe spomnim, ne, ti nisi začel, nekateri mislijo, da si začel bos laufati pred kratkim, ti si bos tekljal že dolgo časa nazaj, tudi v Kranju, ko smo imeli slovenski bosi tek, si prišel tam, mislim, da sem te jaz poznal, pa enkrat, ko smo ravno pred maratonskim vikendom in tukaj me pa ena gledalka napisala, vprašati jih moraš, kakšno dogodivščino z Ljubljanskega maratona, sem rekel, sigurno ima vsak svojo, če razen Deja, ki jo letos imela, ja, tako. Ivi, tebe se spomnim enkrat, ne? Spomnim se enkrat, ko smo tekli tamle dol na Aškrčivi, nekje na polovici smo bili, pa si ti prišel v neki, ko angel si bil v neki beli obleki, tako prav
si priletel mimo, kar lebdel nad zemljo in sem pogledal, ti si bil bos, nasmejan, nekaj malega si zašepnil, pa si šel naprej. No. Zdaj, daj mi povej, moče to zgodbo Ljubljanskega maratona. Ja, to je bil v bistvu Ljubljansk, ko sem hotel testirati, če gre bos čez, pa je v bistvu čisto lahkotno šlo čez. Zato sem pa verjetno bil take volje, ker je bilo lahkoten tek, to je nekje 6:0 tempo. Oziroma je bilo tako, da sem mislim, da šel neke 2 ure prvi krog, mislim, da so bili še krogi takrat, pol sem šel pa nekje 1:40 ali 45, tako z lahkoto v bistvu, ker je bilo čist v easy tempo in tudi nobenih življenj nisem imel. Pa tudi vzdušje je bilo, ko so ljudje videli, lej, tega bosga, pa se drli, tako zanimivo je bilo. Potem nisi šel več bos na Ljubljanca, to smo v Kljukcu narejeno dosti. Ja, ne? Ja. Ne, nisem šel, mislim, da je bil tudi nazadnje, ko sem tekel na Ljubljanca, to je bilo 2017. Treba še kdaj iti. Si pa izvrsten, ljudje ne vejo, ne, da si ti izvrsten tekač, si bil tudi naravnem, no, ti si polovičke obračal hitreje, kot bom rekel, kakšen zelo resen rekreativec v Sloveniji. Ja, ne? Ja, tam mislim, da je bilo 1:16,5 najhitreje, kar sem tekel, pa sem hotel še maraton, imam zelo skromen čas, 2:58, ker potem so se ti traili začeli, pa je bil maraton takoj pozabljen. Da, mislim, da maraton bi lahko šel še malo dol. Če bi se ga lotil zares ali se ga Ja, boš? recimo. Ja, ja. Ne vem, če se ga bom, mogoče ga pa vsaj kdaj šel teč, ne vem, bom videl. Pošteno. Za trening. Mislim, lahko bi ga šel, boš kasneje povedal na drugo stvar, ki sem jo tudi v soboto memoriral, tista je še bolj moče zanimiva. Timotej, ti si tekljal na Ljubljanskem maratonu, ne? Si? Kljub temu, da si gorc, tam pa ni veliko hribov. Ja, že kar večkrat. Ne vem na pamet kolikrat, no, ampak kaj pa vem. Zadnje leta sem kar reden gost, no. Sploh, ker vedno se nam je pokrival se pravi Ljubljanski maraton z eno štafetno tekmo v Italiji, kamor smo v bistvu kot reprezentanca redno hodili. No, v zadnjih letih pa nekako ni več ekipe, tako da je to zamenjal Ljubljanski maraton. Mi je pa zelo pri srcu, no. Zato, ker je vsem domača tekma, pa Ljubljana je res lepo mesto, fajn vzdušje, sploh recimo lani se mi je zdelo tako noro vzdušje, pa se mi zdi, da letos bo še boljše, no. Ne vem, tako, kaj pa vem, ja. Čeprav sem gorski tekač, saj tudi veliko po ravnini treniram, nisem zdaj neki ekstremno hiter, ne, tega se zavedam, ampak v gorskem teku moraš biti tudi malo hiter, no, če hočeš biti dober, ker sploh na tekmah gor dol, ker je pomembna hitrost, a pa na vzponih, da se v bistvu na ravnini ali malo predahneš, ali se odlepiš od konkurence, a pa pač nič ne izgubiš, a ne. Tako da, če imam čas, a ne, če bom imel čas na ta vikend, bom reden gost, no, na Ljubljanskem maratonu. Imaš kakšnega, ki se ga posebej spomniš, ki je tazga zgodil, ali pa si kaj vstal, a ne, si zapomnil kakšno malenkost, kakšno posebnost? Ja, ne vem, mogoče lani, no. Mislim, lani sem najboljšo tekel do zdaj. Tako, kot sem že prej rekel, jaz se najbolj tekam rezultatsko spomnim, a ne. 1:9. Tako da, ne vem, lani mi je šlo tako nekako po tisti res klavrni sezoni, sem pol začel nazaj, v bistvu za malo teklet, pol mi je Šmarna uspela zelo dobro, v bistvu to je bilo 2 tedna pred Ljubljanskim maratonom, pa sem se pol v bistvu odločil, no. Pa sem naredil par hitrejših treningov in postavil svoj osebni rekord. Tako da sem šel čisto tako sproščeno in res v progi sem užival, no, tako, še nikoli. Se mi zdi, da mi je bilo celo najlažje od vseh preizkušenj, no. Mislim, na Ljubljanskem maratonu govorim, no, tako. Da se razumemo, ja, mogoče boš pa ti novi Mitja Kosovel, pa boš po 30. začel cesto drgant, pa loviti norme. Ja, jaz sem recimo, sem bil še na faksu, sem veliko treniral pač na stadionu, ampak sem pol fasal poškodbo, no. In nekako se
izogibam teh res hitrih treningov po ravnini, ker se mi zdi, da za tako stvar moš pa z atletiko, tako bom rekel, gor zrasta, ne. Se pravi, da je atletika že del pač tebe v otroštvu, ne. Se pravi, da rasteš s tem dolgim korakom, ne. Jaz pa pač sem v bistvu zelo pozno začel teči, in v bistvu nimam tega koraka, no. Tako da se verjetno pač je moje telo je malo omejeno, no, glede tega. Se pravi, če bi že prej treniral, bi skozi razvijal to, bi imel tak tekoč korak, nič se ne bi zvijal, zdaj pa mislim, da če bi se lotil nekih hitrejših treningov, bi prej ali slej bi staknil neko poškodbo, česar pa res nočem, no. Tako da nekako negujem to submaksimalno hitrost, no, bom rekel, ne, nočem jo pa niti razvijati neki naprej, no. Želim si nek tak močen tempo, da lahko dlje časa zdržim, ne pa zdaj, da bi pa res neke osebne rekorde podiral po ravnini, no. Se rajš klanca lotam. Odpuščeno ti je, Timotej. Ker cajt boš to delal v klancih, kar delaš. Lahko pustiš ravnino pri miru. Čipka, zdaj pa še ti, zdaj pod Anja Deželak ne najdem rezultata na Ljubljanskem maratonu, ga pa najdem pod Anja Golob mogoče? Ja, tudi to sem jaz, ja. Bila včasih. Jaz sem šla dvakrat, mislim, da sem bila na Ljubljanskem polmaratonu, pa dvakrat na maratonu. In vem, da ta prvič, ko sem sploh kdajkoli šla teč na prireditev, je bil polmaraton in ko sem prišla v cilj, sem rekla, okej, to je to, drug let grem na maraton. Pa mi je en prijatelj rekel, ni šans, to moraš zdaj ne vem koliko polovičk, pa pol na celha in pa sem dejansko šla drug let na maraton. In takrat je že v bistvu Iztok z mano tekel. In ko sem prišla v cilj, sem rekla, da nisem ziher, če se tele maratoni ravninski za mene. Sem rekla, po mojem ne bom šla nikoli več. Pol sem pa njegovi sestri obljubila, da če bo pa ona kdaj šla, grem pa za suport. In dejansko se je pol odločila, da bi šla na maraton, na kar je kak teden pred dogodkom, mislim, da se je nekaj poškodovala. In je ta štartnina dala Istoku in sem se jaz kar naenkrat prelevila iz tega suporta, unga tekača, ki ga bo nekdo suportal in sem spet, ko sem prišla v cilj, rekla, zdaj pa res nikoli več, ampak okej, pol sem mogla še lani odlaufati enega v sklopu triatlona, zdaj pa res ne vem, če bom še kdaj šla tisti ravninski maraton, ampak okej, nikoli ne veš, kaj te prime, no. Nekako mi je zelo dobra izkušnja, mi je ravninski maraton, ampak vseeno se bom probala bolj trailov držati. Dobar je. Ti imaš preveč drugega dela, tudi s temi traili. Drž se trailov, imamo mi tle Kobeta, ki bo laufal do 70. leta, ja, pa bo državen prvak, ker sitno se ne najde noben mlajši, ki bi ga izzval. Nikoli nam pozabil, Primož, leta 2010, takrat si ti treniral, svež si bil na sceni kakšno leto, morda zares, ko sta v ciljno ravnino prišla z ramo v rami z Tonetom Kosmačem in takrat je šlo na nož in takrat, mislim, da bo sekunda razlike, no, in res izvrsten čas, no, res bravo. Ja, takrat sem jaz začel v 2010 in takrat je bilo res, bom rekel, sva imela s Tonetom, kako čem reči, moda, da sva sprejela prve kenice in sva z njimi tekla. Čeprav je šlo prehitro, sva kar držala noter, trpela, je bilo težko. In potem, ko sva prišla na Dunajski, tam je bil skozi Tone od spredaj, jaz sem rekel, shit, meni je bilo še tako težko na začetku Dunajske, potem smo pa dol smo tekli po Dunajski dol. Potem pa vem, da ko sem tam prišel, se sprav spomnim še tisti podvoz, tam smo še kar orang dodala in sva se odlepila in takrat je Tone nabil tempo, jaz sem komaj držal, skozi, dokler nismo na Šubičevo zavili, tam sem se že mačkan, tako nisem še prepričan, ampak ko smo pa na Trg Republike zavili, tam sem pa v bistvu res uprizoril dober šprint in
bom rekel, to je bila zmaga. Čakajte, bom jaz nekaj naredil. Imam tukaj eno sliko. Evo, le. Noro. In to je z te dirke. Bravo. Ja. To mi je pol, sem dobil po dolgih letih. To sem dobil na zabavi za olimpijske igre. So mi podarili to sliko, no. Tako da ja, drugače pa Ljubljanski maraton, to morate vsi, to je slovenski tekaški praznik, to je največja prireditev, največ ljudi, to morate vsi priti, uživati. Drugače bom pa tako rekel še, no, v bistvu tek se je ful spremenil, tako, in če res pravilno delaš, pravilno tečeš, zdaj so copati veliko bolj pomagajo, veliko manj poškodb je, bi rekel, na ravnini ali pa boljše copate imamo. Mi smo prej tekali v fletkah, to sem jaz še v fletkah tekel, to je bilo v bistvu bosonogi tek, bi rekel, res moraš paziti, kako daš nogo. Zdaj pa v bistvu te copati kar nekako, bom rekel, pomagajo oziroma kar vodijo v ta korak in kakšen korak moraš imeti, malo se nagibajo naprej. Tako da se mi zdi veliko lažje zdaj teči, da so res copati veliko boljši. To pa se mi zdi, da je pa ključna priprava, tista, da ni večino Slovencev, prekreativnih tekačev je takole, pa še zdaj vidim jaz tudi v Novem mestu, zdaj tečejo, recimo novomeški polmaraton, v zadnjih 3 tednih je tekačev ogromno. Zdaj treba že spuščati. Primož ne teče več. Ne, zdaj. Imaš prav, je Marko tudi ne. Jaz imam trening že 6 mesecev. Izvoli. Ja, zdaj smo imeli eno poškodbo tudi v Chicagu, enega tekača, v bistvu tudi posledica tega, ker je pretiraval preveč v zadnjem času, tako da treba je prav razporediti in jaz mislim, da takega vzdušja, nekega bo, Ljubljanski maraton vsako leto raste in letos se mi zdi, da rekordno število spet tekačev oziroma tudi na maratonski razdalji, tako da jaz mislim, da bo en velik spektakel, no. Računamo si, tudi vreme naj bi nam prizaneslo, tako da zna biti ta veselica, tudi kar se gledalcev tiče, še boljša. To je tudi cilj. Deja, zakaj pa ti na Ljubljanski maraton letos prvič? Ja, to je v bistvu zdaj moj drugi polmaraton, sploh cestni v življenju. Prvi je bil letos v Beogradu, ki je kar taka, ko bi rekla, hribovita trasa tam po mestu. Jaz sem si pa tako prvič tudi zadala en tak časovni cilj in sem rekla, da si ga želim zdaj preteči pod 1:40. No. Tako da bo to tudi v bistvu en tak malo daljši trening, ker je bolj čez 14 dni pa še na Malorko na v bistvu en ultra trail še na 47 kilometrsko. Še malo na dopust pa na toplo. 41 je lep cilj, ne? Bi Ja. rekel. Ja. V Beogradu mi je zmanjkalo, mislim, da 52 sekund, tako da bomo videli. Zmer si moraš puščati nekaj za naslednjič, a veš. To je res, to je Ja, res. zmer si moraš puščati nekaj za naslednjič. Ivi Hrastavec, to sem ti zadnjič rekel, zmer si moraš pustiti nekaj za naslednjič. Saj jaz si puščam, a ne, zato sem šel zadnjič 3 kroge in potem si ti meni rekel eno drugo stvar, a ne, kar moraš zdaj izpostaviti, a ne. Zdaj ne bom te vprašal, zakaj stečeš, ker si bil zmeraj malo poseben. Hecam te, seveda. Jaz sem tudi tekel bos, pa sem še zmeraj malo poseben. Zdaj ne tečem več toliko bos, hodim pač več. Ti tečeš bos že, ne vem, 15 let, več, ja? Nekje, ne vem, tam nekje 20 naprej. Sam tisto je bilo res čist malo. V bistvu jaz sem glih zaradi... Eksperimentiranje. Ja, na tak način, ja. V bistvu sem bolj hotel še malo, da drugačne te mišice delajo, drugače pač ta stabilnost pa vse to. Pač to sem hotel v bistvu najprej prakticirati. Bolj kasneje je bilo, ko so te traili že bili, v bistvu zaradi počutja, ko sem po gozdu malo več bil, ne vem, 2, 3, 4 urce, sem se zmeraj fajn počutil, ko sem ta film gledal, dokumentarec o groundingu,
prizemljitev, tam lepo razložijo. Pa sem vedel, zakaj se boš počutil, v bistvu, zaradi teh elektronov, koliko antioksidanti šibajo čez zemljo v podplate, če si bos. Pa ni treba, da tečeš, lahko si samo na travi, imaš sam noge, da lahko se vležeš gor, karkoli. Nisi pač izoliran. Tako da v bistvu ta občutek, kar se tiče pa teh trailov, je bila pa radovednost, da sem šel tisto 60 km takrat, je pa v bistvu, če hočeš izkušati trail, ne, pustolovščino je v bistvu najboljš, če jo pretipaš in v bistvu, če greš bos, jo tipaš in imaš in tipanje in pustolovščino v smislu občutkov pa samega teka hoje, tako da to je v bistvu me pol vleklo, da sem pol začel te izzive na tak način. Sam zdaj pa vidim na teh 100 miljah, da gre pa že malo preveč lahko, sploh če še kak mraz pride, pa v bistvu že vidim, da gre čez mejo, ne, in bo treba kombinirati, ker mi ni všeč, da gre do take mere, da je preveč, da je že preveč razdražen, da preveč boli. Tega nočem izkušati, se pravi, mora biti nekaj vmes, do neke mere. Tako da, tako. En poseben plan tudi imaš, ne vem, če je to za javnost, ali ga boš se razkril, namreč obstaja v Guinnessovi knjigi rekordov več, rekel Alinejc, tudi bosonoženja in teka bosega, ne, od razdalj do časov, do podlag in tako naprej. Ti si se zapičil v enega, ki bi ga morda pa po tvoje z lahkoto zrušil. Ja, tle na socialnih omrežjih se en video pojavljal tako zadnje par mesecev, od enega Poljaka starejšega, ko je tekel samo bos v kratkih hlačah, se pravi gol, pa bosonog, je tekel polmaraton po snegu, sicer ne v celcu, ampak poteptan sneg, ampak v snežnih razmerah, je tekel 1:50 in to je Guinnessov rekord. Pa sem tako par sporočil, da bo kar nekaj sporočil sem od ljudi, da bi jaz to kamot lahko premagal. Pa sem rekel, da je res, ker zdaj, če je neglih nek -30 mraz, da je recimo sam pogoj sneg, že zdaj vem, da bi lahko tekel, ker meni ni problem hitrej teč, ne. Jaz lahko tečem 1:30, kamot bos po snegu, po takim snegu, ko je poteptan. In zdaj smo se imeli, da bomo šli to testirati, pa bi res to lahko šli narediti. Zakaj pa ne? Mislim. Evo, zdaj si to objavil v Vesoljni Sloveniji in širše, zdaj takrat bo Deja poskrbela, da bo neposreden prenos, ker ona je influencerka, mi bomo pa to spremljali, ta poskus Guinnessovega rekorda, to bi pa bilo nekaj, ja. To bi pa bilo nekaj, ja. To 1:25 pa kusur, pa Ivi odnese prvi svetovni rekord v Guinnessovi knjigi rekordov. Če smo pri rekordih pa planih, kjer rekord bi pa ti še rad zrušil, Timotej, glede na to, da tega Triglava ti noben ne bo vzel, očitno? Ja, definitivno Šmarno goro, no. Letos je pač Luka tekel, res dobro, to je treba priznati. Ampak jaz imam že skozi pač v glavi tisto, da bi bilo 10 in nekaj, ne. Zdaj ne bo 10:20, ne, to je jasno, ampak če bi bilo, ne vem, 10:59, bi bil res zelo vesel, no. To mi je tak, ta cilj bi pa res še rad dosegel, no. Ampak se bojim, da je z vsakim letom težje, zato ker to je čisto fiziološko gledano dokazano, da pač telo je najbolj zmogljivo za te kratke razdalje, se pravi najvišji VO2 max je tam med 22 in pa 24 letom, ne. Tako da sem že malo sem čez, no. Ampak tukaj je treba pa še izkušnje pripisati, ne. Tako da recimo že v našem krogu zdajle je Primož kar lep primer tega, ne, da se da. Tako da, ne vem, to bi si res želel, no. Je pa bo potreba zelo v roke pluniti. Tukaj pa mislim, da, ja, mislim, in tudi sama tekma, če bi že uspela, bi bila zelo, zelo naporna, zelo pekoča. Tako da, rekord je v bistvu tekma, no, to sem že večkrat priznal, ker se jo dejansko bojim, ne. Bojim se te bolečine, ki je potem po prihodu v cilj, je tako res neznosna, no. Sicer se pol človek vpraša, zakaj to dela, ne, ampak ne vem, se mi zdi, tekači smo itak vsi malo čudni v tej smeri, ne. Ampak ja, no, to mi je res en tak, bom rekel, življenjski cilj v gorsko-tekaškem svetu.
1 sekundo manj, kaj 11 minut. Je pa tega tako, no. trpljenja. Ja. Jaz sem zelo sem realist tudi, a ne, in jaz ne bi nekaj napovedoval, če pač ne bi vedel, da sem nekako objektivno tega zmožen. Jaz mislim, da verjamem, da sem zmožen, no. Ne vem, recimo, vem pa, da nikoli ne bom pa tekel maratona 2015, 2010, ne, kar je še vedno svetlobna leta od svetovnega rekorda, ne. Ampak mislim, da ta čas bi pa lahko dosegel. Tako da, ampak cilj je res visok, ampak dosegljiv, no. Treba se kar potruditi. 9 in plus luštrnje, sezona 2025 bo zanimiva, koliko stvari bo mogel spremljati. Primož, je pa ti povej, ne, ki si lep primer, da tudi po 40. Ne, ostajaš ne samo, rekel, tekmovalen, ampak tudi hiter, dejansko tisto, kar rečeš, lahko tudi pokriješ, recimo na cesti. Kaj moraš narediti v nedeljo, praviš? V nedeljo pride do cilja, to je prvi. Skromen, kot vedno. Ja, kaj pa je naslednja stvar? Ja, ne, mislim, zdaj imam malo težave, ker tale zajc ni dobil vize, tako da zgleda, da bom brez narekovalca tempa. Tako sem mogel znajti, tako da sem malo te standardne spustil, ampak pač želim teči hitreje, kakor 2:18:22, jaz mislim, da to lahko naredim. Me pa malo skrbi, če bom mogel celo pot sam teči, no. Tako čist, da med nami, ampak jaz mislim, da lahko, no. Da le ne bom stopil v kakšno luknjo, pa da ne bo veter skozi pihal v prsa. Mislim, kakšnega hitrega polovičkarja bi mogel dobiti, da te potegne vsaj tam dol, do Aškerčeve. Upajmo, da bo kaj še, no, tako bom rekel. Čipka imaš cajt, ti si praviš vajena. Ja. Jaz vajena hitrih tekov. Jaz lahko kakšna ukrepna preskrbim, ki vmes, če bi zmanjkala. To mi je ta moment boljš, kakor lauf. Res je, ne, hočeš da se reči, da je bila prikrajšana za pač spacemakanje, ja, pa imaš zdaj idealno šanso, zdaj le spet. A je zdaj ni dober cajt. Ni dober cajt za to, ni dober cajt. Ampak imaš pa ti kakšne, govorimo o ciljih, po rekordih, pa v življenjskih letvicah, kaj bi bilo pa tebi recimo tisto, kar bi še tekaško rada naredila, pa še nisi? Mislim, jaz si te cilje res tako zelo sproti postavljam, ko hočem biti ful realna, nekih rekordov, verjetno pri moji starost, pa pri vseh stvarih ne bom več podirala. Definitivno imam željo, že dolg cajta, da bi se enkrat udeležila UTMB-ja, enkrat sem pretekla 100 milj, rekla sem, da če jih bom še kdaj, si jih želim na UTMB-ju ali pa nikoli več pač. Tako da 2 leti nisem imela sreče v žrebu, pogoje imam. Lani sem se prijavila celo v žreb in ko sem že rahlo stiskala pesti, da bom šla v Chamonix, sem ugotovila, da bi se Chamonix pokril s prvim šolskim dnem mojega sina in sem rekla, tega pa ne bom zamudila, tako da Chamonix bo počakal. Zdaj, ko sem laufala v Kranjskih gorah, sem si vmes rekla, si ti zdaj v Chamonix ali nisi? Tako da bom videla, ko me bo paril takrat do odprtja teh prijav oziroma do žreba, pa bom videla, bom kliknila, ne bom kliknila. Tudi, če nikoli ne prelaufam UTMB-ja, bom zadovoljna, če mi pa kdaj rata, bom pa tudi zelo vesela. Če nemam pa mogoče kak plan, kakšen ekstremni triatlon še probati, ampak tudi čisto vse odvisno od tega, kako bo moj life potekal, kakšne bodo razmere, bom imela cajt za trening ali ne, ker zdaj brez nekih priprav se ne bi spustila v to, tako da bom videla sprotno. Želje so, kaj točen bom pa kliknila, pa še vidim. Nekaj pa bom, kaj nekaj moram imeti. Ja, za miš pa kliken, pa bo 1 let Ici malo manj treniral, pa bo, no, sej naredil se. Ko pa vem. Ja, sej vem. Ici, če tole poslušaš, slišal si, kaj bi draga rada. Ja, ne, sej to ve, sej to vse ve, pa tudi me podpira. Ampak, ja, zelo drugače biti
mami pa se iti te stvari, ali pa biti ati pa se iti te stvari. Žal ali pa nesreča, pač. Ja, tako je. Zdaj smo vsi moški tle prikimali, ja. Ne. Saj na noter smo prikimali, ja, res je. Zahtevan je biti oče, zahtevan je biti, ja. Vi sploh ne veste, kako je to. Ja, res je zahteven. Jaz, ko primerjam priprave na ultra moja ali pa od istaka, mater, imam še enih rezerv, a ne. Ja, na smeh je bolj grenak, ampak pojmo naprej, lepo si tole zaključila, Čipka. Deja, kaj so tvoji taki cilji? Prej si že nekaj povedala, ampak vseeno, ti si še mlada, imaš pred sabo še kakšne, toliko enih možnosti imaš, no, bom rekel, ne, v naših časih, pred 20-25 leti je bil Ljubljanski maraton, ki je ravno nastal, pa maraton v Radencih, pa 2 gorska teka, pa je bilo konc, ne, čez mejo tako nismo šli, zdaj imaš pa milijonenih možnosti, pa milijonenih serij, pa bucket listov, pa tega, kaj pa tebe, recimo, res intrigira? Jaz bi mogoče naslednje leto, tako kot sem že na začetku rekla, bi mogoče probala iti na en trail, ki bi bil daljši od 100 kilometrov. To bi si zadala mogoče za naslednje leto, no. Sej vsaka stotka daljša od 100, ker ponad so 102, pa 105, pa 107, pa damn. 120, no, ponavadi. Tako, no, mogoče tista na Lavaredu se sliši kar taka zanimiva, pa relativno blizu, pa Dolomiti so lepi, drugače pa mogoče Kranjska gora, ne vem, no, zdaj tudi jaz pač te pogoje imam, imam pač ta UTMB indeks oziroma te točke in ja, zakaj pa ne. Ja, super, zdaj bom pa mogel iti v Kranjsko goro drug let. Letos mi ni ratal, sem hotel iti na Golico, pa so itak rekli, da je bila cela štala, taka gužva, tako da sem to zamudil, da bi videl, pa bi tak hvalil vse najboljše Slovence, ki so bili prehitri, pa so vse poharali, res noro. Ampak ja, zdaj lepo ste to povedali, 1:20 smo že, zdaj pa en poseben izziv, ki smo se ga že šli v temle podcastu pred časom, pa se ga bomo šli še z vami. Namreč, vsak od vas bo nekomu drugemu zastavil vprašanje, ampak da ne bo to preveč konfuzno, bom jaz povedal komu kdo. Recimo, ajde, Deja, izvoli vprašanje za Timoteja. Timotej, kaj ponavadi ješ pred tekmo? Včasih sem imel tako zelo razdelano, sem jedel tisto, kar je v teoriji čist kontra, to so ovseni kosmiči, kebave pa tega, ampak jaz nikoli nisem imel pač težav s tem, tako da nisem videl razloga, zakaj bi to opustil, ker se mi zdi tako, dejansko se pač energija ne skoči ti sladkor tako močno, pa v bistvu zelo lepo se absorbira, no, v kri. Zdaj pa sploh nimam neke stalnice, no, nekega protokola, če tako rečem. Tako da kdaj jem, zelo rad imam zdaj palačinke, tako da, ne vem, 2 palačinki z nutello recimo, a pa če kaj kruha doma ostane, pa ga je treba pojesti. Zdaj sem bolj taka kanta za smeti. Pač jaz zelo nerad hrano karkoli stran, da bi metal, tako da ponavadi pojem pač tisto, kar ostane, no. Tako da če ne pojem zvečer, pa me to zjutraj čaka, no, pa če tekma. Je pa, to pa vedno, se pravi, nikoli ni zajtrk toliko obilen, kot je sicer, a ne. Zato, ker razen, če bi se toliko ur prej zbudil, ampak se mi zdi pa nesmiselno, se pravi, telesu krast spanca, ne. Je veliko bolj pomembno, da se spancem pač spočijemo in pač nekaj malo jemo, glih toliko, da nas v bistvu pokonj drži. Veliko bolj je pomemben dan prej, a ne. Se pravi, da je dan prej prehrana vseeno malo bolj bogata, a ne. Zato, ker tista hrana, ki jo pojemo za zajtrk, se v bistvu sploh zares ne prebava, ne. In če jo pojemo preveč neke hrane, zdaj pač govorim za moje tekme, ki so krajše, ne. Ultra je verjetno čisto druga zadeva, ne. V bistvu ta prehrana se do štarta definitivno ne bo prebavila in ne bo toliko vplivala na sam rezultat. Tako da dan prej je zelo pomemben, tisti zajtrk, pa glih toga v bistvu nekaj je, no.
tako bom rekel. Se pravi, ne, mogoče, pa evo, ko bom jaz mogel vprašanje postaviti, upam, da mi boš, Marko, kakšnega ultraša dal, da pa vprašam, kakšen pa zgleda ultra zajtrk. Dal ti bom ultrašico, izvoli, No. vprašaj Čipko. Nadaljujem s tem, se pravi, kakšen je pa zajtrk ultra tekačice, no? A pa ultra tekača. Jaz moram reči, da ponovadi imam pred temi ultra tekmami tak cmok v želodcu, zato ker zmeraj grem na te tekme z enim takim strahospoštovanjem in se bolj kot ne silim kaj v sebe spraviti. Pa zmeraj je tudi fora teh ultra, da velikokrat štartamo zvečer, ne, tako da v bistvu jaz si ponovadi probam par ur pred samim laufom, mogoče še kakšne testenine v sebe spraviti, ali pa kak sendvič, ali pa, ne vem, kako banano direkt pred štartom. Ampak se pravim, kar se te hrane tiče, jaz nimam nekih ritualov, pa navad, pa ne vem kva. Ponovadi me zmeraj malo zvija po želodcu in tisto, kar upam v sebe spraviti, spravim, pa šibam na štart. Itak je pa na teh ultrah lahko še vmes, lepo v vezi, malo požvečiš, ko greš v kak klanc, pa to sploh ni problem. Zato imamo radi ultre. Ja. Evo, Čipka, hvala, lepo si. Timotej je zadovoljen z odgovorom. Sem. Da je malo kontrasta. To. Ja, vse prijeste, to ste sami Gorenci. Čipka, ti pa seveda človeka tamle na svoji levi, če gledam iz moje perspektive, povprašaj gospoda v temi, in hrastovec, zobje so pa, se pa zasvetijo. Ampak danes ti paše, bom rekel, ta temno ozadje. Čipka, izvoli, Ivi, vprašanje. Jaz sem pa razmišljala, glede na to, da Ivi večino časa laufaš bos, a porabiš pa sploh kakšen par superg na leto, kako gre to pol pri tebi? Koliko parov superg na leto zribaš? Recimo, ko mi jih veliko, ne? Ja, vsekakor, mogoče kakšne manj, ne. Zdaj, če se pripravljam, še vse večino tečem v but, sam tega noben ne vidi. Drugače pa vsekakor se nekaj nabere kilometrov tudi bos, no, nekaj se, ampak ni to tako veliko, niso to neke kilometrine, če sam na trele grem, tako da ni sile v bistvu, ni velike razlike. Se pravi, boš Čipka zdaj tu šla ti bosa naslednjo dirko, ki ne rabiš toliko treninga, si slišala? Ne, jaz nikoli ne bom pozabila, kako je Ivi mene bos prehitev na Kranjski gori, ko smo vsi v tistem blatu gazeli, premočeni. In vem, da mu je prijateljica moja rekla, tako si pa ne zmočiš super. Je rekel, pa ne, tudi uničiš si jih ne, super, pa je šival naprej. Si rekla, no fajn, mogoče bi se mogli takrat kar vsi se zvati. Vidiš, ja, spet trpijo sponzorji tam zunaj, pa bo nekam bo dal pač Ivi, pač tisto nalepko Nike, pa Hoka, pa to je zdaj, ker nima čevljev gor, ja. Ivi, zdaj si pa ti na vrsti, da maratonca vprašaš kakšno zahtevno vprašanje. Evo, Primož, kak trening hitrosti najbolj razvija hitrost? Ja, tu boste presenečeni, ampak dejansko zelo kratek. Se pravi, najbolj hitrost razvija kratek trening do 50 metrov. Wow. Se pravi, mogoče do 40, ja. Se pravi, glavno, največ se generira energije v štartnem pospešku. Če si predstavljate, recimo, da pospešujete tam 20, mogoče 30 metrov, potem je pa sem še mehanika naprej. Ne? In v bistvu je zelo pomembno, da se delajo te pospeški. To je pomembno. Ok, včasih pa tudi recimo te stotke bi rekel, ampak stotke je treba že ti tisto v 30-40 metrih porineš, če lahko tako rečem, potem pa držiš tisto, je pa mogoče malo bolj stvar tehnike. Je pa v bistvu tistih nadaljnjih 60 metrov pa pomembno v bistvu tehnični trening, se pravi, kako tečeš, ne? Da ne gre preveč na
na peto, če lahko tako rečem, koliko dvigaš noge, ali prestajaš dosti pod sabo, ali si dosti nagnjen naprej, te zadeve. Drugače pa hitrost, ja, to. Bi pa še to, mogoče prej, ki je Timotej glede hitrosti govoril, v bistvu hitrost je treba delati skozi vse leto, vsak teden. Hvala. Ja, Za vse. Prav, recimo, da lažje delate to malo počasneje, ampak združite to v nek trening, recimo. Ne, seveda, spet, če gledaš hitrost, ni dobro preveč delati, ko si preveč utrujen. Se pravi, da recimo bi naredil eno 40-ko, ne? Pa bi šel na konec pa še cepati neko hitrost, to ne bo šlo skupaj. Lik kontra, ne? Ja, jaz bi tako naredil. Jaz bi mogoče naredil, to lahko pa skupaj narediš tako, da recimo se ogreješ, narediš par kilometrov, narediš te hitre zadeve, potem greš pa rečemo počas in tako združiš. Ne pa utrujen delati hitrost, ker sprvič se boš lahko mislim, najverjetnejša je kakšna poškodba, ko je mišica utrujena, ne. Lahko kakšen krč pride, ne. Če imaš pa ti že hitre mišice, hitrost že narejeno, pa pol delaš vzdržljivost, pa ni težav s tem, da bi se poškodoval zaradi tega, ne. Tako da. Super, hvala. Top, tudi to si bomo zapomnili in tisti gledalci in gledalke, ki so še z nami, Andreja, pozdravljam Sebastiana, pa Tino in Alešo, vsi, ki nam mahajo tule. Primož, imaš še, evo, posebno nalogo, da postaviš eno vprašanje, da slišimo. Eno tako malo bolj provokativno vprašanje. Top, to bo top za zaključek, top. Če je že kdaj, ali pa če uspe recimo iti na kakšno tekmo, pa nič objaviti prej, med in po. Dejansko je bilo to na eni tekmi, ja. Je bilo. Da boš povedati na kateri, ker nismo videli tega, ne? Ne bom povedala. Bravo. Zdaj je pa v Sloveniji, evo, pa bila je več kot 40 kilometrov. To je tako, ne? Če ne objaviš ali na Stravi ali pa na mrežih, nikoli nisi naredil, ne? Izbil. Tako pravijo, no. Dobro je, nisi padla na foro, jaz sem te hotel na foro vršt, pa da boš povedala, ne, ker pa bi bilo že objavljeno, ampak si se zdržala, dobro si, spoštovani, toliko je fajn ta debata, ampak jo moram pripeljati k koncu, zato ker imamo vsi še ene obveznosti, pa tudi gledalci, ja, bojo mogli vse tole, zdaj, ker so slišali danes, pač ponotraniti, ja, pa premisliti. Sam čisto eno stvar vas bom pa še vprašal, ker sam tuhtam, kaj pa jaz obuti pa obleči za nedeljski maraton, pa tuhtam med Coco Clifton 9, pa Adidas Adizero Boston 12, pa zdaj sploh ne vem, a bi zraven dal pa še outfit, ki ga ima tudi Adidas, ja, zato bom šel kar v Sport Vision in si pač izbral neki, od Adidasa, od Nike, od Hoke Essexa ali pa od Ona. Kaj pa ti najraje nosiš, Anja Deželak? Kaj jaz najrajši nosim? Govorijo od obutve ali od oblačil, vseeno. Recimo obutve, ajde. Zdaj pa že kar nekaj časa tečem v hokino. Jaz presegam na model Spet Goat. Kar se pa oblačil tiče, pa kar je, mislim, nisem neki ful izbirčna, nimam najljubšega kosa, ta je najljubša moja tekaška majčka, evo. Drugače pa, ne, čevlji so pa Hoke. In za cesto isto. Nekaj za dodati, Ivi Hrastovec, poleg bosih nog, kaj še nosiš, ko tečeš? Evo, za trele, za tekme običajno Merrell, Trail Glove 7 je v bistvu bolj minimalistični, ampak še vedno ima tako glih prav nekako, da ne čutim vse čist, če je tekma malo daljša, tako da so mi ti v bistvu v zadnjih, ko bi rekel, 2 leta top, tako da je to. Primož, kaj pa ti
boš nosil v nedeljo, recimo? Ja, v nedeljo bom nosil Metaspeed Edge Paris, se pravi ASICS Metaspeed Edge Paris. Drugače pa se najbolj počutim zadnje čase v superblastkah. To res leti, ne. To res. Pa sploh zdaj, ko so noge spočite. Super blast, dobro ime za spočite noge. Deja, kaj boš pa ti imela v nedeljo na nogah? Jaz bom imela pa Hoka Mach-X. Strela iz prve. Sploh ni dileme. In Timotej, v čem pa ti najraje tekljaš, recimo v hribih ali pa kjer drugje? Ja, v hribih imam Merrell, za cesto pa Mizuno, tako da se mi lepo poklopi za oboje. Se mi zdi, Merrell je zelo specializiran pač za hribe, a ne? Mizuno je pa tudi ena, če ne najstarejša znamka, no. Tako da imajo kilometrino. Zdaj, če pa za Ljubljanski maraton, kjere bom obul, so pa to copati, v katerih imam skoraj 2 metra, no. Je pa tale Rebellion Pro 2, tako da ja. Tako kot je v bistvu že klasika današnjih copatov, vsaka znamka ima že en model, vsaj eno, ki je v bistvu s karbonsko ploščo pa precej pene spodaj, tako da tudi tale model ni izjema, no. Je pa to čevelj, ki je v bistvu res zelo specifičen. Bog ne daj, da gre kdo na kakšno uličarko, ki je veliko vinkov, ker ti gleženj zvije zelo lahko. So pa res hitri, no, na teh v bistvu dolgih ravninah, no. In tako, kot je Primož prej omenil, veliko energije se mi zdi, da se kar prišpara, no. Tako da je nek tehnološki doping so te čevlji zdaj postali. To je dejstvo, no. Mislim, si ne smemo oči zatiskati, da temu ni tako, no. Ja, tako. Lepo si to povedal. Če bi v mojih cajtih 20 let nazaj, ja, imel take copate. Ja, kako bil jaz dober. Ampak, ja, zdaj je, kar je. Leta so naredila svoje. Čas pa tudi danes večer. Odlični gosti ste bili Anja, Ivi, Timotej, Deja in Primož. Hvala, ker ste prišli v mojo družbo in smo 1 uro pa pol čvekali. Lahko bi še marsikaj, nismo vsega povedali, ampak bilo je super. Hvala, ker ste bili z mano ob moji obletnici in računam, da se prej kot tule spet vidimo v živo. Tako. Hvala. Hvala tebi. Hvala. Hvala. Adijo. Hvala, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, ki tole poslušate naknadno. Ja, 4. sezona se z 222. epizodo podcasta Zagreti za te končuje. Gremo v 5. sezono. Kajpak, vidimo se na Ljubljanskem maratonu. Srečno, lepo se imejte in lahko noč. Čao.